Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Kaj imamo danes v Fras in Medvard showu, Marko? Danes o novih baterijah. To pa bo. To pa. Anja bo spet svetovala. Okay. Tako je rekla, da bi rada. Ja. Nekaj tudi o dretju pri opravljanju potrebe. Se pravi, pri vreščanju, pri spuščanju zvokov. To je bolj vajna tema. Pri vse. Kaj ti ne hodiš na dvojko? No, vidiš. Da ne hodim, ampak vsi hodimo. Vidva o tem bolj raziskujeta. Bolj o tem, kar je normalno in naravno. Ne da se pogovarjata, tudi raziskujeta zelo dobro. Ker nas zanima. Res je. In zanima vse, samo noben ne upa reči. Mi dva pa upava reči. Tako. Tako da, to je v bistvu glavna tema. Kitajci so razvili železno baterijo. Wow. Kaj wow? Nisem presenečena. Vse železna, kaj v glavnem uporabljamo? Litijeve, litij-ionske baterije so najpopularnejše, zdaj pa so z nekim molekularnim inženiringom prišli do tega, da je zdaj vse železna. Železo je 80% cenejše od litija, pa ne samo to, izjemne življenjske dobe so dosegli v testiranju. Recimo baterija, ki ima 6000 ciklov oziroma 16 let delovanja brez izgube zmogljivosti. Kaj? Veš, kaj je to za vse starše, ki imajo doma froce, ne froce, ampak fantke, ki imajo avteke na baterije, pa v onem kontroleru noti je 7 baterij, pa neki robot, ko se sam vozi, ima 12 baterij, imaš celo hišo polno baterij. Res je. Ene kupiš, pa je to. Ampak, dragi Marko, hoditi službo, ko jo nehajo delati. To se ne bo zgodilo. Zakaj ne? Ker pol ne bo noben služil. Točno, tako za žarnice pa to, ko je bilo, ne? Tako, ker mora, baterija crkniti, da kupiš drugo. Teba nič, pozabi, vse nazaj vzamem. Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 11 minut čez 13, torej ura in lepo zdrav v tem studiu, profesor Križanič, zdravo. Dober dan. Profesor. Zdravo. 4. maj je danes in vem, da ko si ti bil mlajši, je ta dan bil kar tragičen, ne? Če bi mlajšim mogoče vse malo opisal dogajanje na tisti dan. Tito je umrl. Tako. 4. maja, mislim, tam neki 3 ali 3 pa nekaj, popoldan, To je leto 80, veš, ki je že to nazaj. Pač blisto drugi čas. Tako. Danes pa se bolj Star Wars Day praznuje, ne? Točno to veš. Te veš. May the fourth be with you. Tako. Točno tako. In tudi v 80-ih ostanemo, in sicer se bomo spomnili danes hita od Kylie Minogue, ki je še vedno, hvala Bogu, na sceni in še vedno nastopa in še vedno polni dvorane. No, tokrat pa z singlom, s katerim je v bistvu začela kariero, oziroma postala znana tudi izven Avstralije, ker je že takrat bila zvezda. In sicer gre za I Should Be So Lucky, to je torej debitantski single in tudi prvi, ki ga je posnela pod okriljem tistega legendarnega tima Stock Aitken and Waterman, ki so posneli 1 milijardo hitov, imeli med prvih 30, 10 ali 15 komadov svojih v najboljših časih, vsi so hoteli z njimi delati, je pa bilo v bistvu vse po istem kupitu nekje, tako recimo Dieter Bohlen je delal za druge, pa sem takoj slišal, to je Dieter Bohlen produkcija, to so pa oni trije, Pred tem je izdala priredbo pesmi Locomotion, ampak na Veliki Britaniji je bila do I Should Be So Lucky bolj kot ne neznana pevka. V Avstraliji je bila seveda zvezda, takrat je z Jasonom Donovanom igrala v nanizanki Neighbours. To se mogoče tisti spomnijo zdaj, ko so že malo tam okoli 50, to je bilo nazaj fejst. Ampak je bilo taka žajfnica,
Eni pravijo, da jim je bilo ful všeč, jaz nisem videl niti ene epizode. Jaz sem šel gledat malo na YouTube, da vidim, ker me je zanimalo, ker tudi Natalie Imbruglia je bila v tej seriji, mislim, kako si rekel, Žajfnici. Najbrž ja, Žajfnici. Šel gledat malo, pa je pač tako slabše, moram reči, osebno od Santa Barbare dosti, ampak taki cajti so bili. Dobro, zdaj, ti si bolj ekspert za to, jaz nisem, ampak če ti tako praviš, gledaj. No, pa tako malo sem šel, da vidim samo. Pa so vse tako oblačili, kot je bilo leto. Kot je bilo takrat, kot je zdaj ponovno, skoraj, ne? Cool. Ja. Da so spisali ta hit, I Should Be So Lucky, so pa je porabili točno 10 minut, posneli so vse skupaj v 2 urah in kljub vsemu temu, da je bilo to na ad hoc narejeno, je postala evropski hit leta 88, plus tega, da je osvojila v vrh britanske lestvice. Tako. In takrat dalje je več ali manj, bomo rekli, stalno z nami, Kajlika. Ja, pa še nekaj časa, ne? Pa super komat je, reči kaj češ. Točno tam. Ja, ob tem bi pozdravil še vse tiste, ki so bili na koncertu Erika Claptona v Budimpešti in je bilo mega super. No. Gospod že v letih je se špila tako, da Veš da, tudi Kylie je v letih, ne takih, ampak boljše izvrst, moram reči, ne, tako te pogledaš. Točno tako. In je spet čas, da nam najmlajša kmečka ženica v Sloveniji, Anja Škerlec. Anja, poda morda kak nasvet, morda izvemo kaj novega, morda kaj takega, ko še ne vemo, še nismo slišali, ne vem, ali pa smo in nam bo Anja samo potrdila, da delamo prav. Tako, moj današnji nasvet je ta, da začnite dan brez telefona. Ja, to je pametno. Tako. Ja, tako. Vemo, da nas je večina takšnih, da zjutraj pač, ko se zbudimo, najprej pogledamo v telefon, Instagram, socialno mrežja, novice, etc. In s tem možganom že takoj naložimo stres, negativne misli, on je na dopustu, jaz pa nisem, bla, bla, bla. Tako da strokovnjaki svetujejo, da zjutraj vsaj 10 minut ne pogledamo v telefon in če to storimo, se zbudimo bolj mirno, tudi naši možgani imajo bolj miren občutek, manj smo obremenjeni in čez dan imamo več fokusa, torej čisto na splošno, lepše gremo v dan. Tako. Super. In pa ob tem, seveda, da ne takoj na telefon, je en nasvet tudi moj, da najprej dnevna svetloba. Ko se zbudimo, iz posle ven, vse gor, pa najprej sonce, pa svetloba, pa vse to, kaj si rekla Anja, pol pa komaj bulit v telefon. Tako se strinjam, absolutno. Ampak če moraš res iti na hajzel, te pač moraš takoj telefon zraven vzeti, pa začeti bulit. Ja, ali pa časopis, halo. Ja, kje to imaš cajtne zdaj zjutraj? Ja, včerajšnje mogoče. Ali pa si zvečer nastaviš tam detergente pa praške, pa spet ko v starih cajtih bereš dol. Čitaš dol v bolgarščini, ne? Pa se učiš. Ja, vidiš, zdrave. Tudi to je. Tudi to, hvala lepa, Anja. Prosim. Ni povsod tako, kot je doma. Je res? Res je. Absolutno. Recimo, če greste v Italijo in se v Rimu sedete na španske stopnice, vas lahko doleti kazen do 400 €. Pravilno. Včasih si lahko sedel tam od leta 2019 ne več, ker so vsi sedeli in delali gužvo, tako da so prepovedali. Tako. In zdaj so prazne. Ja, in zglodali vse dol. Ja. Okay. To sicer naslednja stvar velja za vse povsod, tudi pri nas v Mariboru in na Lentu in na trgih, ampak če greste v Avstrijo na Dunaj, ne smete hraniti golobov, ker lahko plačate kazen. To velja tudi za vse vodne ptice pri nas in vse povsod in pri ribnikih in pri Dravi. Ne dajaj kruha, ne ničesar. Tako. Tudi v Benetkah včasih si lahko kupil koruzo, paketek, pa so ti golobi hodili gor po glavi. Ja, tega se spomnim. Ampak so to, koliko vem, tudi skinili, ni več tega menda. Aleluja. In če greste morda v deželo vzhajajočega sonca, daleč stran. Katera je to dežela? Avstralija. Tako? Ja? Kaj se smiš? Ali Japonska, ne vem kaj misliš. Če greste na Japonsko,
Pazite, kaj boste nesli zraven, zato ker tam vam poberejo na letališče že vse, tudi navadna zdravila, recimo, ne vem, na pamet, pravim, lekadol, aspirin, ali pa če imaš karkoli od doktora, da imaš na recept, ne moreš imeti. Nič, ne smeš imeti. Nalgesin, nekaj. Kako pa če nujno rabiš? Ja, ne moreš imeti. Ne vem, kako imajo tam, ampak večina teh znanih in teh stvari, ki lahko kar tako kupiš v lekarni, to pri njih ne velja. Super. Tako da greš tja, pa... fajn si raziskati, dobro, če greš na Japonsko. 300 kil sušija poješ, pa nisi dosti dal za njega, ker niješ znara in so ribe bile že 3 tedne tam not. In bolj nimaš za želodec. Nič. Ruporuta. Greš v lekarno, pa kaj? Mogoče imajo kakve svoje ribje tablete. Ruporutarido. Kaj, ribje tablete. Zveza prijateljev Mladine Maribor pa jutri, ko je 5. maj, pripravlja ustvarjalno delavnico z naslovom Me Time. Zdaj, če prav razumem, čas zame. Tako. Nekaj takega. Ja. Zase, ja. Komu je delavnica namenjena, pa razlaga Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev Mladine Maribor. Delavnica je namenjena vsem, predvsem pa mladim med 15 in 30 letom starosti, ki bi si želeli vzeti nekaj časa zase, se malo sprostiti, malo ustvarjati v dobri družbi. No, okay. Mi dva ne moramo. Ne, vidiš, kako so pametno, da so dali me time, da pridejo bliže mladim. Tako? Ko se vse menja, ne? Understand? Old man. Ja. Okay, kakšna bo vsebina delavnice, kaj si lahko predstavljamo pod imenom Me Time? Me Time oziroma čas zase je nekaj, kar si v današnjem hitrem svetu redko kdaj vzamemo oziroma premalokrat vzamemo. Zato je ta delavnica namenjena prav odkrivanju dobrega počutja, torej da namenimo nekaj trenutkov samemu sebi, da se malo pogovorimo o digitalnem odklopu, ki je kar en velik pretežen del našega časa. Ob tem pa bomo povedali tudi nekaj o mentalnem zdravju, kako ga izboljševati, kaj vse vpliva na to. Bomo tudi v praksi spoznali nekaj načinov, kako se lahko sproščamo. Ja, super. Ja, ob kolikih oziroma ob kateri uri bo potekala delavnica jutri, torej in kje še? Delavnica bo potekala v prostorih Zveze prijateljev Mladine na Razlagovi 16 med 4:30 in 6. uro, se pravi 1,5 ure se bomo družili tukaj v naših prostorih. Je pa zelo dobro, da se na delavnico prijavite, ravno zaradi same organizacije. Prijavnico pa najdete na naših spletnih omrežjih, tudi dogodek na našem Facebooku lahko najdete in tam je povezava do spletne prijavnice. Lahko pa si tam ogledate tudi še par drugih delavnic, ki jih prirejamo v mesecu maju, tako da vabljeni, da se nam pridružite tudi tam. Super, fantastično. Ne zamuditi tega, ne, saj delavnica spodbuja sprostitev, ustvarjalnost in skrb za dobro počutje, tega pa nikdar ni dovolj, ne? Absolutno. Ali je komu dovolj? Dovolj sem se dobro počutil, želim si slabih stvari. Ja, ti ponavadi. Ja, še nisi rešil kašlja. In se nikoli ne bom. Tako da zdaj že sestavljam prijavnico, da grem študirati pravo na Dunaj. Potem bom spisal en skupek poezije, tako, na kar se bom zaposlil kot pripravnik v odvetniški pisarni. Vmes bom postal duhovnik, ja. Na to se bom zatekel v cukrarno in crkno. Če bi radi bolje, lažje in bolj učinkovito opravljali veliko potrebo, pozor. Pravijo, da je najprej na WC-ju itak treba imeti tisto malo pručko, ne? Da daš noge gor, ker položaj pomaga pri izločanju. Tako. To je prvo, sicer pa baje, da moraš pred potiskom globoko vdihniti skozi nos, pri izdihu pa je treba izdihovati skozi usta in obenem oponašati kravo. Mu, ne? Mu, pa obenem, ko daš mu, še zrak ven, ne? Ok.
Tako da bomo probali. Dajmo se naučiti izboljšati izkušnjo velike potrebe. Tako, najprej globok vdih skozi nos. Čakaj. Ok, in zdaj držita. Pri izdihu pa gremo na kravo. 3, 4, zdaj. Joj, kaj? Nič. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.